Začela se je tako, ko sem zanosla in tudi z načinom prehrane, spremenila sem način prehrane in sem začela brati deklaracije. In ko začneš brati deklaracije, vidiš, kaj vse v bistvu vsebuje določeno živilo ali tudi detergenti. In sem rekla, da svojemu otroku tega ne bom delala, želim, da živi čim bolj naravno, s čim manj kemikalij, škodljivimi kemikalijami. In tako sem potem, se obstajajo recimo detergenti, ki so ekološki, ampak zakaj vsakeč, ko jaz perem, pa se mi sprazni tista plastenka, moram novo embalažo, novo kupiti, zakaj se to ne nalije? In tako je potem prišla ideja, da bi bilo na infuzo, da prideš to staro embalažo, si naliješ noter, da lahko vedno uporabiš. Ker na koncu narava je polna smeti, zakaj je čisto nepotrebno. Lahko bi uporabljali eno in isto več čas, da to, ker pač se še da. In čim manj plastike. Tako je. Je bila kot trgovinica mala? V bistvu smo začeli kot spletno trgovino. Pa po raznih stojnicah in podobno, ker smo podjetje, ki je enako naravnano kot mi spoznali, je iz Češke in smo tako začeli sodelovati in je potem tak začetek. Zdaj pa imamo detergente, potem pa še na hrano. Sicer je malo težje, ker je potem tukaj so razne zakonodaje zadaj, ampak vsemu se pa da. Tako da potem, Pri vas kar vse lahko kupimo? Pa bolj ali manj večinoma skoraj vse. Želimo, da je ekološko, da je vsaj ekološke kakovosti, čim več lokalnega, tako da podpiramo ekološke kmete in pa proizvajalce slovenske. Potem želimo, da če že kaj ne uspeva pri nas, kot je recimo riž, da je trgovina poštena, se pravi fair trade. To je pa za nas zelo pomembno in pa pri nas se ne da dobiti nič kaj živalskega proizvoda. To so potem tudi naše omejitve, ker pač želimo, da je tudi peace food, ko se to sedaj imenuje, da je res dobrobit vsemu človeku, živalim in naravi. Kaj bi svetovali podjetnikom, ki ravno začnejo? Ja, ni enostavno vztrajati. Fajn je, da se gre neka mogoče ekipa ali pa vse, da imaš nekoga zraven, ker je to lažje, ko ti pomaga, da ko si ti na dnu, te on dviguje in obratno, ko on na dnu, da ti dviguješ, ampak vseeno imata to vizijo, vseeno imata to strast je tista, ki je pomembna. Vem, da ni enostavno, tudi mi smo imeli razne izzive. Imate je zelo dober odnos s sodelavci. Čem pa je skrivnost? Dobro vprašanje. Dostikrat smo pravzaprav naše sodelavce spoznali prej, da so bili prvo prostovoljci, potem skozi projekte, da smo potem začeli sodelovati tudi tako poslovno. In potem vidiš, kdo je za to in kdo ni za to, ker res imamo radi nekoga tukaj, ki tudi deluje z srcem in rad dela in da mu ni to samo, da pride na delo, opravi in da gre, ampak da res rad to počne in da razume naš koncept. In k sreči smo tudi takšne ljudi spoznali. Zdaj predvsem popularno je liofilizirano sadje, ki je nekaj drugačnega. To je pa sadje, ki je pravzaprav z zamrznjenim postopkom sušeno, to je od -40 do -80 s posebnim aparatom. Se pravi, to je super za sadje in zelenjavo in ostale stvari, da ne zgnijejo, ampak jih lahko hraniš za dalj časa. Meni se še dogaja, ker pogosto jem kosilo v službi, ker je pač delovni čas in nimam dostikrat ideje, kaj bi jedla, ali pa ni časa, zato tudi obvržujem te naše predpripravljene jedi, ki so brez konzervansov, brez dodanega sladkorja in so iz ekološke kakovosti. In to mi je super, samo pogrejem, že imam jed, ali pa omakice, recimo, pa se samo riž, pa testenine skuham, pa tudi imam vroko 15 minut, že posebno pripravljam. In pa za dušo imam tudi kakšne piškote, to sem si tako želela. Kukije z koščki čokolade, to pa včasih več. Dragi naši sosedje in vsi ostali Mariborčani, vabljeni v našo trgovino, nahajamo se na mali tržnici, to je blizu Tomšičevega drevoreda. Vsi, ki ne morete dostopati do nas, lahko se dogovorimo ali z dostavo ali pa potem preko pošte, imamo spletno stran in se naročite in mi bomo potem dostavili ali pa potem pošto sloviti.